Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Evo, naša Deva Eva deli svoje nasvete na Facebook strani Deva Eva. Lahko jo najdete, všečkate in tam boste lahko vsak dan našli kaj zanimivega, pa seveda tudi preko naše spletne strani www.klepetobkavi.si, kjer lahko že danes najdete ogromno zanimivosti, takšnih in drugačnih, najbolj odzivnih posnetkov, tudi takšnih, ki vas učijo takšne in drugačne stvari, pa seveda smo naložili tudi kup ostalih zanimivosti, brezplačne meditacije, poučne in zanimive kvize. Zakaj? Zato, da bi bili vsak dan boljša verzija same sebe, pa da bi prebrali kaj pametnega, zanimivega, poučnega, predvsem pa nadvse uporabnega. No, kaj zanimivega pa se bo dogajalo tudi v mesecu juniju, ko se znova odpravljamo z našimi gledalci in gledalkami na potovanje v dolino Bosanskih piramid. Sicer je dogodek že razprodan tudi tokrat v nekaj več kot 24 urah, ampak mesto za nekoga, enega samega posameznika, pa vendarle še imamo. In sicer je to nagrajenec nagradne igre, kjer sprašujemo, kdo je odkril piramide v Visokem? Ali je bil to profesor Senad Hodžić, ali je bil to dr. Semir Osmanagić? Nagrada je torej potovanje v dolino Bosanskih piramid od 2. do 5. junija, torej eno mesto. Telefonska številka je spodaj zapisana in torej pokličete tole telefonsko številko in pritisnete številko 1, če mislite, da je pravilni odgovor profesor Senad Hodžić, ali pa pritisnete številko 2, če mislite, da je pravilni odgovor dr. Semir Osmanagić, ki je sicer tudi arheolog. Lahko odgovarjate tudi večkrat, s tem je res, da imate več možnosti. Računalnik bo torej nekoga naključno izbral in več torej o tej nagradni igri si lahko preberete prav tako na naši spletni strani www.klepetobkavi.si. Takole bom rekla, jaz vsak mesec dobivam različne račune, imam pa tudi določene stroške. Stroške za gorivo, potem pa stroške za elektriko in vse ostale stvari. In potem se človek vpraša, ko bere take in drugačne stvari, kako bi bilo pravzaprav živeti brez tega stroška, stroška za gorivo, pa kje je tehnologija, da bi nam lahko to omogočala, da ne bi rabili bili priklopljeni na elektriko kot tako. No, danes bomo govorili ravno o tem. V moji družbi je namreč predstavnik društva, kjer se ukvarjajo z temi alternativnimi oblikami in mi bodo zagotovo znali kaj več povedati o tem, kje smo, kar se tiče te tematike. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Živijo. Torej, kaj bi se moralo zgoditi, da jaz ne bi vsak mesec dobivala računa za elektriko, pa da ne bi imela stroška z gorivom? Tehnologije s tem v zvezi že obstajajo leta, desetletja, in dobesedno lahko bi se recimo z avti vozili na vodo, na zrak. Se čudno sliši, znanstvena fantastika, ampak dejstvo je, da so takšni patenti bili izdelani že 30-40 let nazaj. Ampak tukaj igra kapitala, pokupijo te, se pravi, patente in jih dajo v predal in se pozabi na nje. Če pa kdo dela, so pa tudi taki primeri, recimo v Ameriki, 3 sem si sicer zapisal po imenu priimku, dobesedno enega so ubili, enemu se je zgodila nesreča, ta tretjemu pa isto umrl v čudnih okoliščinah. In to so bili recimo ljudje, eden je imel na primer delujoč magnetni motor, vgrajen v avto, že demonstriral in čez 2 meseca ne bi šel v serijsko produkcijo. Pa se mu je pa v teh 2 mesecih se mu je pa nesreča zgodila, tako da se je ubil, patent je pa zginil. Ne, ga ni več. Dejansko se gre tako daleč? Tako. To je realnost? To je realnost. Računite, naftni lobby, tobačni, energijska, se pravi elektrika, tukaj noč se vrtijo ogromne milijarde, trilijoni, ne milijarde ameriških dolarjev. Ampak tako jaz kot verjetno vsi ostali živimo v prepričanju, da je tehnologija zelo napredovala. Če pogledamo, da ne vem, še 100 let nazaj recimo je bilo elektrika kot sama je bila odkritje. Kje so si takrat mislili, da bomo po pametnih telefonih cele dneve gor viseli? Kaj pa tehnologija ni napredovala ali kako? Tehnologija je napredovala, bi rekel, z ogromnimi
skoki. Če primerjamo, kaj je danes možno, kaj je bilo recimo leta 1900 v času Nikole Tesle pa tega podobnega, je ogromna razlika. Samo vse skupaj gre pa v eno smer, da ne bi ta tehnologija ljudem omogočala zastonjsko uporabo. Ljudje ne bi se pa recimo posvetili bolj, bom rekel, kreativnim stvarem, hobijem, ki jih zanimajo, umetnost in takšne stvari. Recimo na drugi strani pa te, ki držijo kapital v rokah, so 13 družin recimo obstaja, ko kao od nekdaj vodijo, kak naj bi se svet vrtel. Recimo imate tudi to skupino Bilderberger, ki so se že tam leta, ne vem, 900 pa nekaj dobili v tem hotelu, zato jim tako reče. In tam se dobijo najvplivnejši ljudje na svetu, recimo predsednik Obama, takšne poslovneži, in dobesedno odločajo o usodi sveta. Kaj se bo dogajalo, a bomo dali, ne vem, nafto po taki ceni, zlato takšno. In iz tega je, bom rekel, se to dogaja. Mečkan ustava pri električnem avtomobilu. Mene je sram, priznam, da imam še vedno avto na fosilno gorivo. Nisem mi še zmaterializiral tiste, ki bi bil na elektriko. Ampak ta tehnologija, recimo, a je že to zdaj zakupiti, recimo, električni avto, ali je to še vedno predrago, je to še vedno preveč mogoče v povojih, kar se tiče same tehnologije kot take? Je električni avto stvar prihodnosti ali je tukaj zdaj, v točki sedanjosti, se pravi, zdaj veliko blagovnih znamk je, kjer že podajajo neke take in drugačne oblike električnih avtomobil. Je to že zdaj to ali je še kakšna druga naprednejša tehnologija zadaj? V bistvu električni avto je ne stvar prihodnosti, ampak stvar preteklosti. Recimo Nikola Tesla je leta 1908 v tem obdobju, v glavnem letnica niti ni tako pomembna, odkril energijo, ki jo obkroža Zemljo, kaj v bistvu, če vemo, da je Zemlja en ogromen magnet, ki se vrti. In magnet, ki se vrti v določeni ustvarja električno energijo. In Nikola Tesla je ugotovil za to energijo, poimenoval je po angleško radiant energy, se pravi v bistvu dostopna iz zraka. In on je leta 1918 z eno limuzino, mislim, da Silver Arrow, pač rekel, nemo jo pripravijo, namesto bencinskega motorja nemo ugradijo električnega in naprej bo pa on sam urejeval. In se je pojavil pač tistega dneva, tudi novinarji so bili zraven, tako da obstajajo članki, Danil Arifari, da je šel pač v interno, bom rekel, v železnino, tam za $20 nekih stvari na kupu, nekaj je pač sestavil, eno škatlo in potem na tisto priklopil ta električni motor in anteno skozi okno ven, kakor za zbiranje te energije, in se je vozil, v bistvu 2 uri se je vozil, demonstriral, največjo hitrost je dosegel 140 mil, se pravi, to je skoraj 200 km/h. In pa se ga pa vpraša, zakaj to ne patentira, pa naprej dal, je pa v bistvu njegov odgovor je takrat bil, čeprav mi je čudno za njega, da človeštvo še ni pripravljeno na takšno stvar. Čeprav cilj, recimo s tistimi stolpi, ko ga je hotel postaviti, tisto je bilo v bistvu prenos brez žic električne energije, avtomobili, avioni, vse bi bilo na elektriko in zastonj. Pa brez kablov. Tako, nobenih kablov. Ko že govoriva recimo o Tesli nasploh, tudi jaz vam pravzaprav v pisarni, v skladišču in doma Tesla generator. Generator, ki deluje kot fontana bioenergije in dejansko to energijo potem usmerim v karkoli pa že. Pravzaprav s Tesla generatorji informiramo tudi vse naše izdelke, tako da se mi zdi, da je vedno bolj to normalno, da ljudje uporabljajo te stvari. Ampak kako daleč smo recimo od tega, da bi imeli potem kaj? Avto in tehnologijo na zrak ali kako? Na zrak... Ali govorimo tukaj o tehnologiji implozije, ki je nasprotna eksploziji? V bistvu gre, se pravi, motor, ki deluje na zrak.
to se gre za eno manjšo francosko družinsko podjetje, ki ga vodita oče in sin. In recimo, kolikor sem jaz zasledil, pa verjetno že dlje, sem v tem bral 7 let nazaj. Se pravi, to je najmanj 7 let staro. In meni se zdi, recimo, da bi nekdo rekel avto na zrak, se polni, da bi mogla biti to svetovna novica. Ne? Po celem svetu bi se moglo slišati, nekdo je avto dobesedno na zrak najdel. Pa ni bilo ne govora, nič o tem. Grejo pa recimo karakteristike, se pravi, edina energija, ki se porabi, bom rekel, je tista, ko ti kompresor uporabljaš, da ti napolni te rezervoarje za stisnjen zrak. Ne. In on dela na tem principu, izdelujejo 3 vrste avtomobilov, so v rangu recimo Smarta po velikosti, malo večji. Eden je pač navadna limuzina, eden je ta pick-up truck, se pravi, da ima kasonček, eden je pa enoprostorc. Ne. In z enim polnjenjem zraka recimo dosežejo med 400-500 km, najvišja hitrost je pa 120 km na uro. Ja, se več pa ne rabiš. Se pravi, za mestno, pa domet skoraj 500 km recimo v idealnih razmerah na zrak. Moram reči, da me je kar nekaj let nazaj navdušil Venus projekt Jacques Fresca, futurista, sicer ki je gostoval tudi v Sloveniji, takrat sem ga gostila v Cankarjevem domu tudi sama osebno. In Venus projekt je pravzaprav projekt, ki je narejen na sistemu brez denarja in torej črpanja virov od zunaj, se pravi voda, zrak in vse te torej naravni viri kot taki. In Jacques Fresco je rekel, da letalski promet nima baš prihodnosti, če se lahko tako izrazim, ampak da recimo so vlaki na magnet tisti, ki bi lahko dali dobro alternativo. Kakšni pa so vaši podatki in raziskovanja glede tega? Recimo, vlak na magnete je v bistvu spet ena takšna stvar, ko izključi vse. Se pravi, ne rabiš več električne energije za lokomotive, ne rabiš niti nafte za dizelske lokomotive. Ostanejo ti te samo magneti, ki delujejo. V bistvu delujejo te najnovejši Magnov vlak, če ste slišali, ko ga imajo 20 km v Nemčiji, mislim, da je poskusno, ampak obratuje vsak dan. Ti vlaki delujejo na principu levitacije, da lebdijo centimetrček nad tračnicami, magneti ga pa potem rinejo in dosegajo v bistvu, bom rekel, hitrosti, kot tisti super vlaki. In magnet kot magnet, sam to bi še rekel, je pa traja tista njegova moč 100 let. Po 100 letih, ko se izprazni, je pa dovolj, da ga za sekundo na 220 voltov preklopite, pa je spet poln za naslednjih 100 let. Se pravi, na koncu, če gledamo, zakaj potrebujemo denar, potrebujemo zato, da si naredimo hrano, pa zato, da si pokrijemo torej stroške, kar se tiče avtomobila, elektrike in vseh teh stvari. Če bi ta tehnologija prišla ven, dejansko ostane samo še hrana in če imamo več časa, ker te stvari druge upravljajo za nas, lahko imamo luštno hiško, leseno, pa zraven vrt, pa smo kar zmagali. In smo samo zadostni. Mi smo tudi to društvo B3. B3 je sicer po slovensko, mi smo pač računali, da se bomo širili, ne da se bomo, ampak se imamo namen širiti v tujino. In B3 po angleško, če karikiramo, je be free, bodi svoboden. Pa iz tega BE, FREE, smo dali pač društvo Better Existence, Freedom, Radical Equality and Earn. In po slovensko bi bilo društvo za boljšo življenjsko kakovost, svobodo, osnovno enakost pa finančno neodvisnost. Ko takole spremljam, kaj pravzaprav objavljajo alternativni mediji, in ne samo tisti, ki jih sicer spremljamo vsak dan, če želimo ali pa tudi ne, ogromno je teh informacij, kar se tiče znanstvenikov, ki so pogumni, ki dajo ven neko stvar, neko novo, ki pokažejo, ja, je možno, obstaja alternativa taka in drugačna. Pa se mi zdi, ne vem, mogoče sem preveč optimistična, da
bojo to v naslednjih letih zelo težko potuhnalo vse skupaj. Iz vseh koncev to zdaj prihaja v javnost, da se dogaja, da je možnost že zdaj in da te stvari so namenjene za ta čas. Pravzaprav Nikola Tesla je sam rekel, da ne bo ustvarjal za sedanjost, ampak prihodnost in ta prihodnost je zdaj. Recimo, meni se to zdi zelo pozitivno razmišljanje, ker pravite, da bo šlo to ven, pa da bo iz tega nekaj ratal. Ker rečemo, dosedanje izkušnje, če gledamo, kaj vse bi lahko imeli, s čim bi se lahko vozili, jedli, v bistvu greli, vse to že imamo, pa ne 1, 2, 5 let, ampak 100 let staro. In v 100 letih, recimo, jim je ratal, da nič takšnega ne pride na dan. Ampak, ko spremljam, recimo, precej, bom rekla, zasebne pogovore, mnogo ljudi se že vozi oziroma uporablja neko tehnologijo free energy. Sam pač ne maha in ne govori, jaz to uporabljam, jaz to imam. In to te preseneti, ker so ponavadi kakšni iz nekih takih zahodnih vasi, ki bi si mislil, ta je pa Bogu za hrbtom doma, ampak dejansko sledijo, sami nekaj probujejo doma. Imate tudi vi verjetno take izkušnje, da so ljudje vzeli stvari v svoje roke, pa si sami kaj naredili doma? Drži. Recimo, če gledamo tudi literaturo, mi rečemo kuharica za to. V Ameriki so pa cookbooki, recimo imaš od, bom rekel, hudih, ne vem, kuharca za anarhiste, kuharca za morilce, agente, do tega kuhanca za pridobivanje hrane, energije. In recimo za energijo, to je zdaj že debela čez 1400 strani zadeva, notar so in patenti in recimo ugotovitve takšnih, ko so se sami s tem ukvarjali. Notar je, bom rekel, od delujočega magnetnega motorja, generatorja, magnetnega za elektriko v hiši, potem motor na vodo, v bistvu voda, vemo, je H2O, 2 vodika, kisik, vodik je pa gorivo. In recimo noter je patent zarisan vse, kako vodo natankaš, tisti postopek izloči vodik in poganja avto. Se pravi, ampak vsi te so premehni, recimo, da bi pol šli ven. Če pa že grejo ven, da so toliko pogumni, patentirajo, pa to razglasijo, se jim pa potem takšne stvari zgodijo, nesreča. Ko smo govorili o električnem avtomobilu, ste pravzaprav rekli, da električni avto ni sedanjost, ni prihodnost, ampak da je pravzaprav preteklost. Drži. Glede na to, da kot društvo spremljate vse novice iz celega sveta, predpostavljam, da se tudi povezujete in vse ostalo. Kaj pa so najnovejše odkritja, najnovejši izumi? Kaj je tisto, kar svet recimo ne ve, ker so premajhni, preveč zakotni, vi pa veste, pa dajte nam to povedati. Recimo prihodnost glede električnega avtomobila. Recimo vemo, da pač v zdajšnjih časih je to problem domet, se pravi, koliko ima dometa, največja hitrost, pa čas polnjenja. Recimo, glede polnjenja imaš zdaj te hitre polnilce, se je drastično, recimo, čas zmanjšal iz, 12 ur na 4 ure, ampak 4 ure je še vedno velika, za počakati, da se napolne. In recimo, to je bilo, mislim, še v Jugoslaviji. Edina revija, kjer sem to zasledil, je bil moj mikroračunalniška revija, takrat pač mehen članek, da sta na elektrotehniški fakulteti v Mariboru 2 znanstvenika, v bistvu profesorja, po naključju odkrila, ko sta izvajala za podjetje Siemens neke električno napravo, sta naredila v bistvu polnilec, ki je baterijo napolnil v sekundi, ni važno v kapaciteti. Če so bili pa oni stari svinčeni akumulatorji, bom rekel, to je isto baterija, je pa tiste svinčene ploščice nekako nagubil, da se je površina povečala in je dejansko akumulator imel za 100 do 150% večjo moč, kot jo je predtem imel. In recimo to, če gledate, to je rešitev za vse stvari na elektriko. Sekunda, 2 ali pa če je 5 sekund, je polno, pa še kapaciteto ti poveča. Kaj se je zgodilo s tema dvema, zakaj ni to? Samo ta članek je bil, verjetno potem kakšni, bom rekel, naftni ali kemijski lobiji
patent odkupili. A pa spremljajo tako majhno, kot je naša Slovenija? Po mojem, da. A potem se morate pa tudi vi malo bati danes po temu klepetu? Pa bom rekel to, da se bojimo za svoje zdravje, to niti ne gre, ne. Nismo še niti javno, se sem rekel na začetku, da bi se ne vem kaj vzpostavili, ampak dobesedno zdajle te 2 leti, kar smo ga registrirali, zbiramo informacije, izdelujemo, rečemo, različne projekte, ki bi jih potem objavili in bi recimo zainteresirane stranke pridobili zraven. Kaj lahko naredi vsak posameznik za to, da čim prej pridemo do tega, da je povsem normalno v našem sistemu, da napredujemo v smeri samozadostnosti? Vsak posameznik bi dejansko potem moral začeti pri sebi, ne, bom rekel, glejmo tole ločevanje smeti, kakšen problem je, že par let ga imamo, pa se ljudje še vedno niso navadili na to, da je, ne vem, papir, treba dati papirju, plastiki, pa tako naprej. Tukaj, se mi pa zdi, recimo, ko bi ti omenil, ne vem, da obstaja, da se da narediti aparat, ki bo brez kablov celo hišo napajal z elektriko, od gretja do vsega, se pravi, ne rabiš kurilnega olja, drv, nič, bi se ti smejala, ne, ker njim se zdi to znanstvena fantastika. Če pa spremljaš, pa veš, kam pogledati, pa vidiš, da je to res v bistvu stoletja že stara tehnologija. Torej, znova smo pri vprašanju, pa to vprašanje sem zastavila že kar mnogim našim gostom. Ali smo kot človeštvo napredovali v zadnjih 100 letih ali nazadovali? Napredovali smo ogromno, ne, če gledamo zadnjih 100 let oziroma 150, če se obrnemo, štejemo, v bistvu, odkar štejemo, je to 2000 let, ne, in prej dobesedno, kaj je bilo največje odkritje, kolo, pa konjska vprega in ne vem, do leta 1800 smo se vozili s konjem, pa s to konjsko vpremo, pa smo pa nekaj tudi 200 letih prišli od parnega stroja do aviona, do rakete na Luno, pa tako naprej. Počas pa z ljubeznijo, ne? Najlepša hvala za tale klepet. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, spodbujamo vas, da sprejemate novosti, da gledate levo in desno z odprtimi očmi in seveda iščete alternativne oblike, predvsem pa takšne, ki vas bodo pripeljale na poti samozadostnosti. Naj vam bo svet lepše, več zanimivosti pa na www.klepetobkavi.si.